Živjo! Ste vedeli, da je najstarejši tekač na svetu tekel do svojega 101. leta? No, začel je sicer pri 89 in pri 101 pritekel še vedno maraton. Kako mu je to uspelo? Glede na to, da je bil iz Indije, mislim, da mu je bil en princip zelo poznan. Znal se je regenerirati in vpeljal je veliko joge tudi v svoj vsakdan. Tako da danes vas povabim na eno jogo, posebej za tekače. No, pa začnimo. Začnemo pokončno na samem začetku blazine. Globoko vdih, odpremo prsni koš in se počasi vretence za vretencem spustimo dol v položaj strešice. Pokrčimo eno nogo, pa drugo nogo, začutimo, kaj se dogaja v zadnjem delu telesa. Zadnja veriga, torej zadnja loža, hrbet. Vdih, stegnemo nogo, crossover do komolca. Vdih, čez, druga stran. Ponovno vdih, izteg, globoko koleno proti čelu zadržiš in odložiš v položaj goloba. Pogled globoko gor, pogledaš proti sončku ali v strop, se spustiš noter in začutiš sproščanje v predelu bokov, v predelu kolkov. Usmeriš dihanje v tist predel, kjer čutiš, da te mičken zateguje. Se obrneš v eno stran, poiščeš, kaj se dogaja tukaj, zadržiš. Dihaš globoko v trebuh in z dihanjem razteguješ. Se obrneš v drugo stran, ponovno držiš, umirjaš svoj dih. Se postaviš gor, podaljšaš v desko na 3 točkah, spustiš noter v kobro, pogled proti nebu, vdih, stopala v podlago in ponovno nazaj v položaj strešice. Spet sprehodaš, preveriš, ali je zdaj leva stran boljša kot desna in ponoviš. Crossover čez, pa spet vdih gor in komolc na isto stran, vdih gor. In lepo koleno k čelu zadržiš, aktiviraš trebušne in odložiš v položaj goloba. Ponovno pogled face gor proti nebu, odpreš prsni koš, vdihneš in se spustiš na komolce. Zadržiš tukaj, preveriš, kaj se dogaja v kolkih, kaj se dogaja v bokih. Iščeš tisti del, kjer čutiš, da potrebuje več pozornosti in v njega usmeriš dihanje. Lahko se prestaviš levo, desno, lahko samo zadržiš na eni točki. Odložiš lepo dlani v podlago, stopalo zahaklaš, greš v položaj na 3 točkah, v kobro vdih. Masiraš dihanje sprednji del in izdih strešica. Se lepo počasi sprehodaš proti dlanem, začutiš, kaj se dogaja v zadnjem delu. Pokrčeš eno nogo, pokrčeš drugo nogo. Kaj se dogaja v tvojem predklonu, kje čutiš bolečino? Je to mogoče v zgornjem delu, vratnem delu? Glava lepo obvisi dol, primaš komolce, težka glava. Prestavljaš levo, desno, spet iščeš prostor, ki potrebuje več pozornosti za razteg. Se lepo spraviš nazaj v globok počep, probaš zadržati stopala v podlagi, spustiš boke in se odpreš v eno stran. Lahko dodaš gibanje v zapestju za dodatno odpiranje fascije. V tem položaju zelo lepo reguliraš položaj svojih notranjih organov, spustiš diafragmo in globoko dihaš. V tem položaju se tvoji organi počutijo odlično. Sedaj se spustimo dol in položimo stopala v položaj metulja. V tem položaju bomo sedaj dvignili boke, kolikor gre visoko, lahko toliko, da začutiš obremenitev celo malček na ramenskem obroču, ampak ne na vratni hrbtenici. Potem odložiš stopala dol, sodeluješ z rokami in greš vdih boki dol, izdih aktivacija. Vdih spustiš dol, izdih aktivacija. Kar še ponoviš. Vdih dol, izdih aktivacija. Stisneš rito, podaljšaš nogo in dodaš ročico. Spustiš dol, izdih gor. Spustiš, izdih.
Tako začutiš aktivacijo zadnje verige, ki jo bomo skozi naslednjo vajo lepo raztegnili. Po principu PNF metode pomeni, da najprej aktiviramo, potem pa s tem, ko prekrvavimo, ko vzpostavimo kisik, delamo tudi prostor in raztegujemo boke. Ponoviš še 2-krat, pa gor izdih. Vedno vdih spustiš in izdih aktivacija in lepo spustiš stopalo dol. Odložiš boke, resetiraš, ponoviš. Lepo vdih, stegneš roke gor, odpreš rebra, kar naj grejo rebra ven, nič zadržati preveč trebuščka noter, kar naj se odpre prsni koš. Še zadnji položaj. Aktiviraš zadnjo verigo, stegneš nogo, podaljšaš ročico in greš noter, podaljšaš, spustiš, podaljšaš, spustiš, še podaljšaš, steguješ skozi stopalo, podaljšuješ ven iz bokov. In sedaj odložiš stopalo na koleno, spustiš boke not in dvigneš gor. Lepo raztegneš v kolkih, iščeš prostor v aduktorjih, iščeš prostor v iliopsoasu, sproščaš prebavila, lepo delaš prostor tam, da se bo vse lepo regeneriralo, da bo diafragma našla svoj prostor. Ne smemo pozabiti na zgoren del, lepo se usedemo po konci, rame dvigneš proti ušesom in spustiš dol pasivno, dvigneš gor, spustiš pasivno dol, ramena proti ušesom gor, spustiš dol z izdihom, vdih gor, in izdih noter, kar še vdih gor in izdih. Zdaj pa dodaš rotacijo, lepo izdih, rotacija, izdih, 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 s tem zavaruješ hrbtenico, vedno z izdihom, rotacija prek hrbtenice, pogled sledi komolcu zadaj. Gremo še lepo v stran, kar odbiješ se od roke, ki se spusti na tla, se lepo odrineš čez, iščeš prostor v medrebrnem prostoru, lepo levo, desno, kam gre roka, ki deluje kot dodatna teža, in potem lepo roke na srček, trebušček, se sprostiš in vzameš čas za počitek.